moram, to je moja moralna dolžnost, ker se spoznam na temo, ker sem napisal knjigo Prvi spol, knjigo o ženskah. Ženske so oziroma ste prvi spol. Danes je sobota, 6. marec. Ponedeljek imam faktor, ponedeljek je pa dan žena, ki se ga bi rado menda preimenovalo v ne vem kaj. Res, da je ta dan žena feministični projekt, ali pa projekt sufražetk, pa vendarle ženske rabijo svoj praznik, saj imajo tudi materinski dan 25. marca, ampak se mi zdi, da je tale dan žena se je prijel, če tudi ima feministični predznak, se mi zdi prav, da ta dan obstaja. S tem, da je treba vedeti, da obstajajo neke psihološke, psihične zakonitosti, ki opredeljujejo ženske. In ker sem jih jaz v 2 knjigah fejst predelal skozi psihoanalizo, skozi Freuda, rekel Bobu Bob, moram tudi reči Bobu Bob v povezavi z okroglo mizo, ki se je zgodila pa včeraj v petek, ob organizaciji famozne STA, tale NTA, Nacionalna tiskovna agencija je ukinjena, oziroma tam Twitter ukinjen, portal sesut, tudi zato, ker se je mene citiralo na Twitterju, popolnoma ponesrečeno, popolnoma izven konteksta. Mogoče sem zato toliko bolj motiviran, da bom poskušal par stvari obelodaniti o tej enoumni okrogli mizi 5. marca, v petek se je zgodila, več kot 2 uri so tam modrovali, torej pridigali, nekih modrosti tam ni bilo, 7 enoumnih plus voditeljica Lea. Enoumnih sogovornikov je bilo, ne bom rekel predavateljev, ker tisto, kar so predavali, je bila pridiga. Vse je bila začinjena z nekimi statistikami, vendar popolnoma ponesrečeno interpretirano je bilo vse skupaj. Divje, infantilno, torej otročje. Brez neke pameti, to kot nek srednješolske referate poslušal, tako na nizki stopnji je bilo to razpravljanje. Pa vsi so bili neki akademiki, se jih lahko naštejem, tam neka Andreja Gomboc, predsednica neke komisije za enakost, enake možnosti. Prej bila komisija žensk v znanosti. Jaz v tej knjigi se spomnim, da sem kar neki poglavji napisal o feminističnih projektih oziroma absurdih, sadovi ali gnilobe feminizma, pa pišem zakon o enakih možnostih za moške in ženske, o nacionalnem programu za enake možnosti, resolucija, ženske v politiki in o spolnih kvotah, ženske na vodilnih položajih, ženske v znanosti, alfa ženske, ženske v športu. Vse to sem tako potanko, do potankosti obdelal, da moram zdaj tole posneti, kar sem se nameraval posneti. Namreč ni fair, da se enoumno razpravlja o zelo občutljivih temah, brez opozicije. Namreč psihoanaliza ima določene teoretske zakonitosti, mimo katerih ne moremo razpravljati o tako občutljivih temah, kot se jih z levo roko, torej na ideološki način, loteva feminizem in govori potem o ženskah v znanosti, pokliče sicer 2 moška, ki blage veze nista imela, en je bil fizik, nek Pleško, pa ni bil glih plešast. Pa Papič, to je pa nek rektor, se zdaj poteguje za 2. mandat. Jaz navijam za Igorja Lukšiča, ker ga dobro poznam, oziroma poznam njegove sposobnosti. Pa vem, da zna biti tudi zdravo konzervativen, kljub temu, da je FDV-jevec. Torej, Andreja Gomboc
ta neka predsednica je imela svoj referat, sodelovala na tej okrogli mizi, Zoom konferenci, Zoom okrogli mizi. Potem je bila tukaj neka Urška Arsenjuk, ali kaj že, iz statističnega urada, ki je suhoparno nizala neke podatke in jih začinila potem z nekimi divjimi interpretacijami. To, da mene je glava pekla, ko sem to poslušal. Sem pa 2krat po 2 uri in še malo poslušal to okroglo mizo oziroma ta posnetek. In v živo in potem še enkrat, ko sem si delal tudi zapiske. Tukaj je bila Tamara Lah-Turnšek, dolgoletna direktorica, ne vem česa, nekega inštituta, biološkega, ne vem kakšnega. Malce ostarela, z dolgo kilometrino, jaz bi rekel feministično kilometrino. Tukaj je bila tudi predstavnica, bom rekel, SDS-a. Evropska poslanka, ki je priznala, Romana Jordan, ki je priznala, da je prišla v Evropski parlament kot poslanka samo in izključno zaradi kvot. Ne zaradi svojih sposobnosti. Zdaj pa tam nekje v enem odložišču, neka podpredsednica ali pomočnica direktorja za neke evropske zadeve pri inštitutu Jožef Štefan, saj ne more biti ravno, kaj vem, ne bom rekel butasta, ne more, glede na to, da je bila političarka, ne more biti, ne vem, biser v neki pameti, ker če je človek pameten, ne gre v politiko. Ampak, ker ni več evropska poslanka, je zdaj na tem inštitutu spoznala se na sredstva, verjetno Evropske unije, črpanje. In ta je tudi govorila, mislim, zdaj, ko bom rekel, glede na to, da je SDS oziroma desnica malce konzervativna, če bi bil jaz Janša, bi malo ušesa navil oziroma jo bi poslal v malo šolo antifeminizma, Romano Jordan. In seveda je bila tukaj tudi Milica Antić Gaber, ona je tudi, bi rekel, največji agitator feminizma na Filofaksu in v Sloveniji. Enkrat sva bila povabljena skupaj na en vroči mikrofon, sem rekel, z lahkoto pridem s Trbovlj v Ljubljano. Ampak potem so me klicali, ne bi prišli, bomo po telefonu. Zakaj pa ne? Milica Antić Gaber ne želi biti z vami v studiu. Zato, ker fura eno samo brezopozicijsko enoumje in ker jo, oziroma cel feminizem, psihoanalize požre s kostmi v vred. Moj zaveznik, v Sloveniji ga nimam, tihih zaveznikov imam veliko, moj zaveznik je Freud. Mimo Freuda se v feminizmu, mimo psihoanalize se v feminizmu ne da nič povedati. Zdaj bom povedal, zakaj ne. Zato, ker od Freuda naprej vemo, kakšne so zakonitosti v delovanju človekove duševnosti. Natančno vemo, kako psiha deluje. Torej, bolj ali manj natančno. Nekih detajlov okrog obnašanja miselnih sistemov ne poznamo čisto detaljno. Če bi ves psihični patos lahko pozdravili. Tako ga pa ne moramo. Zato, ker ne vemo, kako se prebiti do infantilnih misli, ki botrujejo poznejši patologiji, ki se zgodi v odraslosti. Ampak v osnovi vemo, kako človekova duševnost deluje, zahvaljujoč Freudu, njegovi psihoanalizi. Ne toliko Lacanovi, ne Jungovi, Freudovi. Freud je temelj razumevanja človekove duševnosti. Je pa seveda grešen, zato ker je panseksualen. Če študirate psihologijo, vi ne boste naredili izpita, če ne boste tem obkrožili zastarelost Freuda, pa da je njegova največja napaka, da je bil panseksualen. Psihologi, predavatelji, tisti bolj tako, ki niso tako v tej klinični, recimo klinični psihologijo, ala Peter Prapar je bil v klinični psihologiji, psihoterapeutiki, ali pa Tušek, Max, ne Matej, Tušek, Max, starejši oče, ta je tudi vedel, kako človeška psiha deluje, ker če ti ne veš, potem se ne moreš psihičnim patosom ukvarjati, če ne veš, kako misli zavozlano delujejo, pa se prepletajo, pa kako je treba to odvozlati, se pravi z besedo, ker psihiatri to delajo s tableti, popolnoma
konceptualno spodletelo. Zaradi psihoanalize in elaboracije delovanja človekove duševnosti mi vemo, zakaj feminizem kot ideologija ne laufa v družbi, zakaj ne more laufati, zakaj treba ta feminizem omejiti, ker psihoanaliza intervenira tudi na področju sociologije. Ne samo sociologije spolov, ampak sociologije družbe, se pravi obnašanje družbe, mi ne moramo razumeti mimo nezavednega, mimo psihoanalize. Se pravi, stebrni kamen psihoanalize, je Oedipov kompleks, ampak jaz bom rekel, 3 temeljni stebri so. Fundament je sicer v osnovi, nezavedno, pa libidinalna teorija gonov, kjer poznamo ono, megastruktura in nadjas. To je pa marginalni del, ki človeka naredi človeškega, moralnega. Jaz je pa tista inštanca, ki koordinira to megastrukturo, živalsko, pohotno, seksualno, ono, angleško id, in nadjas, superego. Jaz, ego pa ti 2 inštanci koordinira. Je nek dirigent ali pa koordinator med obema inštancama. Vse to je abstraktno in samo po sebi nima veze z možgani oziroma neurologijo. Se pravi, te neurologi, ki se tam neki grejo nekimi sinapsami, te ne vejo, kako človekova psiha deluje. Mi moramo abstraktno modelirati strukturiranje miselnega sistema in to dela Freud. Posledično tudi kognitivna filozofija, kognitivna znanost, ki gravitira v filozofijo. V osnovi imamo 3 faze psihoseksualnega razvoja. Prva je oralna, druga je analna, tretja falična. Vsaka od teh 3 faz ima svoja nasledstva. V oralni fazi ni zdaj bistveno to, kar je Freud rekel, draženje oralne služnice in doživljanje ugodja, ampak je bistveno vzrtje mamice, dobre dojke in pogojevanja, ko pride recimo lep obraz mlade mamice, torej mamice, ne jeti, jak se mu reče oče, mamice in njene dobre dojke, otrok doživi blaženost in zaradi tega doživi tudi optimizem v odraslosti. Vedno ta dobra dojka in materin obraz in ta milje materinega objema vedno pride, vsake 3 ure pride. In otrok se nauči, priuči paradigmatsko, poznejšega optimizma zaradi oralne faze. Tudi veseljak je zaradi oralne faze. Se pravi, ves ta optimizem je vezan na oralno fazo psihoseksualnega razvoja. To je prva faza, ki traja tam do 1. leta, dokler otrok ne shodi, pa začenja malo razumevati, žlobodrati, strukturirati bolj kompleksno misel in ko tudi ve, da ko se je pokakal, da je naredil nekaj narobe, ker mu mamica tisto kahljico rine, ki je podritko. In pride potem analna faza psihoseksualnega razvoja, ki je tako rekoč v Sloveniji izredno dobro obdelana skozi knjigo o skoposti Mladena Dolarja. Genialna knjiga, 20 let nazaj jo je napisal. Analna faza botruje skopuštvu, trmi, sadizmu, redoljubnosti, dolžniškemu odnosu, ki je stebrni kamen kulture. Če ti nekaj nekomu daš, ti on vrne. So te dolžniški, obligatorni odnosi. Ogromno stvari se veže na analno fazo. Ampak jaz govorim zdaj v povezavi s feminizmom na to 3. fazo, bom vse skupaj izpeljal. To je pa falična faza. Se pravi, vse faze imajo svoje nasledstva, simbolna nasledstva. Falična faza je ena od teh pomembnih faz, ki ima pomembno učinkovanje na človekovo duševnost. Otrok je oče odraslega človeka, je rekel Freud. Zakaj že? Zato, ker se te 3 faze, vse 3 faze vračajo po puberteti. Že med puberteto. Že najstniki kasirajo oralno fazo, analno fazo in tudi falično fazo, katere stebrni kamen je Oedipov kompleks. Stebrni kamen, tako rekoč cele psihoanalize. In ta Oedipov kompleks ima v sebi, v svoji strukturi tudi fenomen kastracije.
oziroma kastracijskega kompleksa. Falična faza je vezana na mišljenje anatomije genitalij, ne na draženje genitalnih sluznic, kot je naspol razložil Freud, ampak na tisto Oedipov kompleks, kjer oče, recimo dečku, krade mamico, kjer se otrok zazre v anatomijo genitalij, lastnih in nasprotnega spola. In ta anatomija genitalij je ključna za razumevanje feminizma, ker stebrni kamen samega Oedipovega kompleksa, ki ga razrešuje tudi deklica, ker ne govorimo po Freudu o elektrinem kompleksu, ampak o Oedipovem kompleksu. Stebrni kamen je zavidanje penisa. Zdaj ne bom šel v detajle. Detajle lahko v tej moji knjigi preberete, ali pa o knjigi o spolu iz 2011, ta je iz 19. leta, kot se verjetno spomnite, ker je bilo toliko galame na tem knjižnem sejmu, ko sem jo promoviral, Domen Savič pa to, pa te feministke, so naredili vse, da se ta znanja ne bi širila v javnost. To zavidanje penisa je ključno. To ni moja fora. Obstaja genij, ki se mu reče Freud, on je to plasiral v razumevanje duševnosti. Vsi, ki se spoznajo na duševnost, morajo vedeti nekaj o Freudu in morajo vedeti, kaj je Oedipov kompleks in morajo vedeti, da se pri deklici zgodi fenomen zavidanja penisa, ki se ga da bolj ali manj pravilno ali pa nepravilno razrešiti. In če se nepravilno razreši ta kastracijski oziroma Oedipov kompleks pri deklici, pride do fenomena zavidanja penisa, kjer se deklica začne zgledovati po dečkih in je malo na fantinjo narejena ali pa na dečkinjo, lahko pa normalno in naravno razreši Oedipov kompleks in svoj hendikep primanjkljaja enega organa, mezinčka, lulčka, priveska, pristojka poznejšega, iz zavidanja preko srama prelevi v željo. Torej, v željo preko srama. Feministke imajo pa tukaj gnus. Te ji pokažeš organ, to zbeži. Karikirano rečeno. Se pravi, imajo odpor do lastne želje in ta odpor zna mnoge ortodoksne feministke, lahko jim rečem moškinje, ki hlepijo po enakosti spolov. Ekstrem so lezbike, te pa popolnoma oslepijo, če vidijo ta organ, da bi ga recimo konzumirali na nek način, kakorkoli že konzumirali. Freud je govoril o 3 načinih, se pravi, ženska si v odraslosti želi ta organ prijeti vaginalno, oralno, analno. 3 načini. Ernst Jones, dober poznavalec, tudi pisec biografije Freudu, oziroma Freuda, je govoril še to, da si ženska želi moški penis v bližino klitorisa. To je ta 4. tip želje, ki je predvsem nezavedna. Če ta nezavedna želja ne ubere normalne in naravne poti in se fiksira na zavidanje penisa skozi gnus, potem je ženska rojena za ideologijo, ki se reče feminizem. Freud je radikalen, epistemološko prelom, zato ker je vpeljal seksualnost v razumevanje človekove duševnosti, ker je vpeljal pojem nezavednega in to je ta epistemološki prelom. Ne več gledati v zavest, se je reklo v času Freuda, zdaj imamo tisto nezavedno, ki ga moramo proučevati. In v nezavednem je ena sama pohota, agresivnost in seksualnost, ni samo človek v odraslosti, ampak že otrok. In še nekaj, moški in ženske smo enako seksualni. Zdaj, če bi povedal, kaj vse so na tem srečanju enoumno, brez opozicije govorili te eminentni gostje, to zdaj glava peče. Torej, libidinalne zakonitosti so tako krute, da ženskam ne pustijo,
da bi kar svobodno delala kariero in bila ženska v znanosti, na vodilnem položaju, da bi bila tam nekje v vrhu neke politike, bila direktorica. Ker njeni nezavedni procesi so začinjeni, zaznamovani, kontaminirani, kakorkoli se temu reče, s svojim otroštvom, svojo oralno, analno in falično fazo. Ampak falična faza pri deklici doseže, da ker ima harmonijo s svojim očetom, kot lastnikom organa, ki njej in mamici manjka, deklica postane obsedena s tem svojim očetom in v odraslosti išče tega naslednika očeta, ki bi se mu dalo reči tudi gospodar. Ta gospodar, retorično rečeno, pod narekovaji rečeno, rešuje deklici probleme. Če deklica kot ženska odraslosti sama potem, kot ženska sama rešuje probleme, potem postane emancipirana in se določeni simbolni procesi, ki so temelj psihe človeške, začnejo spreminjati. Simbolni procesi se deformirajo, če je ženska preveč možata, preveč falična. In ko je falična, če živi v družini, potem se ji marsikaj poruši v tej svoji lastni družini, če jo uspe zgraditi to družino. Torej, če je lezbika, to je idealna za falične funkcije, položaje, idealna, tudi v športu fino funkcionira. Tudi jaz sem kakšne lezbike, tam kakšni psihični pripravi, športnice, tega nič ne spreminjam, razen če ženska hoče svojo psiho naglihati, potem pa, če se skozi terapijo predela neke zamere do očeta, predela mogoče kakšno spolno zlorabo, se ji začne spolna želja, spolna identiteta tej ženski drugače obnašati. Ampak s tem se ne ukvarjam danes. Jaz se ukvarjam s to pridigo, kjer recimo Andreja Gomboc govori, da povsod v teh visokih položajih, na visokih položajih prevladujejo moški in uporablja frazo še vedno, jaz bi rekel, še vedno so ženske ženstvene, še vedno, hvala Bogu, da so. Ona pa uporablja dikcijo, še vedno prevladujejo moški, ženske so pa zapostavljene, zato ker moške in ženske enači, ne ve, da sta spola različna in ne ve, da si določene ženske, normalne ženske, ne želijo delati kariere, ne želijo biti na vodilnem položaju, ampak želijo uloviti vodilnega petelina, s katerim se bodo bahale in s katerim bojo imele otroke. Otroke bojo imele pa z užitkom in se jim z užitkom posvečale. To je normalna in naravna razrešitev Oedipovega kompleksa. Je rekel Freud, da ne bom zdaj vse jaz kasiral. Zdaj ona pravi, da bi bilo treba vzpodbujati ženske, da kandidirajo na višje položaje in se potegujejo tudi za nagrade in želi, da se stvari spreminjajo. Se pravi, ženska, ki tam uživa v miljuju svoje družine, ko rojeva hrano, ko kuha, ko se počuti kot doma v kuhinji in uživa v kuhinji, ko pripravi hrano, ko servira moškemu, on jo pa s pohoto požre, pa še poliže. Ženska lahko pri tem izjemno uživa. In ko se s tistimi otroki peča, ko je kakšna kariera ne pride na misel, se najde neka ideologinja, pa reče, spodbujati treba ženske, da kandidirajo na višje položaje. In jaz sem take ženske, ki pridejo k meni, popolnoma depresivne. Nekatere so na antidepresivih. Je direktorica, naredila doktorat, v družini pa vse narobe. Ali pa še alfa samca ji ne uspe dobiti. Ker, kaj vem, recimo, simbolno kastrira svojo uspešnostjo moškega. Fizično je lepa, kar je ključno, da dobi alfa samca. Dobro po srcu, tudi če ne je bila ravno dobro po srcu, če ima tista dud, da je lepa, ker moški smo obsedeni z lepoto, ker smo v oralni fazi videli mlado, lepo mamico. In nas to moški zaznamuje za celo življenje. Ženske za celo življenje zaznamuje dejstvo, da je deležna nekega očeta, ki ima dejanja. Zato ženska naredi vse, da svojo lepoto očara nekega petelina, ki ima visok položaj v družbi, ki je boljši v nečem, ker je faličen. Faličnost pa vulgarno rečeno pomeni, da se moški v življenju kurči z dejanji, se junači, baha, petelini in to učinkuje.
subtilno na nezavedno žensko željo, ki ni sama po sebi kar želja pa moškemu, ampak je strogo teoretsko po Freudu gledano želja po organu, ki njej na telesu manjka. Ne. To je zdaj tako bogokletno trditi, ne. Vodep je pa zdaj ne vem kaj. Ja, Freud je to rekel, ne. In njegovi sledbeniki, ključno z mano, nasledniki. In ženska, ko dela kariero, in ko je boljša, ko pride nekaj, ona nima privilegija v moški želji a priorno, razen če je lepa. Ne? In oni gledajo lepo postavo, lepo faco, ne? Neko ženstvenost, seksualnost, milino, in moško nezavedno to motri tako žensko. Ne? Ta ženska bi bila rada ljubljena od tam nekih moških. Ne? Ona pa direktorca, pa tam bežimo, pa grejo stran, samo zato, ker je direktorca. Pa reče v nekem srečanju, da je tajnica in dobi kopico tam nekih moških, se začnejo z njo ukvarjati, zato, ker mislijo, da je tajnica. Ne? Če pa mislijo, da je direktorca, pa juhu, bežimo stran. Ne? Imam izpovedi na to temo, ko so ženske priznale moškemu, ki so ga tam upecale na on portalu, ko je povedala, kaj je rekel samo adijo. Zato, ker mu ga je odrezala, vulgarno rečeno, pa ne bom zdaj uporabil tale izraz, ki je tako osovražen, ne? Prašnike mu je odrezala s koreninami. Ne? Ko mu je povedala, koliko zasluži, kakšno titulo akademsko ima, kakšno plačo, ne? Kje dela v službi, pa kako uspešno je, poslovno, ima firmo, pa tako naprej. Ženski se vse sesuje. Moški, če ima kariero, če je car, tam ima pa lahko harem ljubic. In libidinalna struktura ljudi je pač neizprosna do uspešnih žensk. Same sebi se nezavedno ne zdijo, same sebi všeč, kar kastrirajo svoje tiste alfa samce, od katerih bi bila rada ljubljena. Oni pa bežijo, ker se čutijo simbolno kastrirane. Seks, ne, tam pa je, veste, tak, da moški nekaj počne z žensko. In uspešne ženske, te prav falične, če tudi heteroseksualne, se v seksu zdijo same sebi premagane. Če je preveč uspešna v karieri, v tistem seksu, ko moški rine komutavi, ona misli, da jo premaguje. Ker gre za simbolne procese, ki so kontaminirani z življenjem, ta odipalno-kastracijski del pa ima svoje zakonitosti. Tam pa ženska hoče mazohistično sprejemati moško moč. Ona želi tistih enih 50 odtenkov sive v enih blagi obliki. Se pravi, moška moč, žensko rajca, moški položaj, žensko rajca, moškega pa nič ne rajca, če ima normalno mamo, ženska na visokem položaju. Razen tiste sužnje, ki so imeli, ne vem, petelinsko mamo. Falično. Sam taki ponovadi geji ratajo. Ne? Lahko jih pa tudi zavleče, kaj v tisti podrejen položaj, ne? Submission, sužnji pa ratajo v enem seksualnem odnosu. Pa rab neko dominantno gospodarico, direktorco, ki ga bo tam malo bičala v seksu. Ne? Tam se zgodi pohota oziroma kulminiran užitek, ki je enormne narave, atomsko razsežnost ima ta pohotni užitek pri moških in ženskah. In to te pridigarke pojma nimajo o tem. Ne? Nezavedno sklepanje ima svoje zakonitosti, ne? In razlike med spoloma obstajajo. Zato, ker obstaja tudi tam, ženske grejo ginekologu, ne? Moški grejo pa prostato kazati urologiju. Obstaja razlike med spoloma. Tudi razlike v skrbništvu. Dva se ločita, večino otrok dobijo ženske in je prav tako, da jih dobijo. Prav je. Pomagam ženskam, kjer nem popadljivi psihopatski moški na vsak način bi rad dobil otroke samo zato, da bi škodil ženski. Ne, otroci, načeloma mlajši otroci mora biti pri mamicah še v ločitvenih postopkih, mora biti skrbništvo, ker rabi tudi očeta, ampak tisti milje, mehni otroci rabijo z mamico. Ker ga je rodila, nosečnost je imela ona, dojila, hranila, božala, nežnost izkazovala. Zato je mamica tista, ki dobi otroke. In tukaj obstaja razlike med spoloma.
Sorry, očetje, ki se borite za skrbništvo. So pa zaradi Oedipovega kompleksa potrebni stiki redni, še ne samo ob sredah, pa vsak tretji vikend, ampak kar vsakodnevni bi bilo dobro, če bi bili. Ampak včasih so ločitve neizbežne, večina ločitev je tako na vrat, na nos, jih ne bilo treba biti. Včasih pa ločitev tudi zato, ker ima ženska kariero, moški pa simbolno kastriran s tam socialno pomočjo. In ne, da moškemu to ne paše, ženski to ne paše, pa vse narobe je v psihičnem kontekstu z otroci. In pol te zagovornice enakosti spolov furajo to idejo karierizma pri ženskah. In to te akademske neke predavateljice na tej okrogli mizi, to so drdrale, pa še ta dva, ne vem, ko bi mi rekel, ne. Saj nista pezdetka, ko bi mi rekel, ne, ampak bi rekel, tudi jajčko ta nista, ne, po ruglu, ne. Ampak ta Papič pa on Pleško, one dva nič ne štekata. Ženska, normalna, če je, ima drugačne vrednote, kot jih ideološko odcepljajo te predavateljice na tem Zoom konferenci, Zoom okrogli mizi. Ta je statističnega urada, ta je drdrala ene podatke. Suhoparno statistiko, številke, procente je tam drdrala, ne da bi vedela za interpretacijo. Ona je divje otroči, srednješolsko podajajo, da to pa še vedno ni enakosti med spoloma. Ne. V akademskih sferah, ne, je bistveno več moških. Pet Sex Life gledati teh akademikov, kakšnega imajo, napram svojim akademskim kolegicam, ki Sex Life-a sploh nimajo, ki si ne morejo ljubčka prvošt. Se ne rečem, ali je to prav ali ni prav, ampak libidinalna struktura moškega pa ženske je v kontekstu izboriti si privilegij v željenega objekta pač taka, da moški, ko karierno napreduje, se me odpira seksualna kariera, ženskam se pa zapira. Ženska je nepriljubljena, če tam nekaj je. In tak je statistiko Urška Arsenjuk podajala, ta pojma ni vedela, kaj govori. Drdrala je tiste procente. Najvišji karierni položaji, to so večinoma moški. In kaj hujšega, ne? Ne ve pa, da je narava človekove duševnosti moške in ženske taka, da je to zakonitost. Več kot 50% žensk je diplomant. Ne? So zelo pridne, odličnjaki in pol jih je diplomirajo bistveno več kot, kaj vem, fantje so pa tam atomske bombe, kje se bo učil, ne? On šele pol, ko spozna, ko dojame, da če je car, če zasluži, če ima funkcijo, pride do bab. Če ne jih pa, torej ženska je pa pol, kar nekaj to gotovi, da to, da nekaj je, če ne pomeni, da ukazga tipa dobila. Pride meni tam ostarele najstnice pri 38 letih, bi rada imela partnerja. Ima pa vse, 2 magisterija, doktorat, veliko plačo, kariero, vse. Je gospa, ne gospodična, ja gospodična, nemočnosti nimate, nemočnosti. Z nemočnostjo vi lahko ujagate kjerkoli alfa samca, če je normalen. Če pa že vse imate, se pa vam nič ne more dati. Pa tam 46%, ne, je pa že manj, 4% manj od enakosti, docentke. Sam 46% je, paste, med rednimi profesoricami, leta 2019 je bilo to raziskano. Je pa samo 33% žensk. Ne, pa so pa tam visokošolski učitelji, manj žensk. Pejte korelacijo gledati s to izobrazbo, s temi funkcijami v njihovem sex life-u, v njihovi sreči, ki jo dosežejo v svoj glav. Kakšno srečo ima v njih 33%, ki so doktorice tam, redne profesorice, izredne profesorice, ja sreče nima, ker ima razdrto družino, mož beži v bordel, ali pa libidinalne terapeutke za dušo in telo si išče, ne? Ljubice si išče. Zdaj ta resnica toliko boli,
da se ne sme uveljaviti. Ne? Sem po tem podcastu, kako bi že rekel, ne? Zdaj sem jaz na bloku na Facebooku. To bo na Facebooku šele jutri predavano oziroma posredovano. Kaos v družini ali pa simbolna kastracija mož, partnerjev, teh uspešnih, kariernih žensk, to je večinoma govorim. To je taka, da če gre to v javnost, bodo ženske nehala delati kariero, ker karieristke so vse nesrečne. Ne vse. V 90%. Otroc zbegan, mamica kliče teta, ima svojo varuško ali pa babico Rajko, svojo mamo, ker jim kol ni. V odraslosti bo pa depresijo toliko, pa na antidepresivih bil pa hmen hodil. Zakaj ima tesnobo? Zakaj? Ja, mamice nisi imel. Zakaj sem tako pesimističen? Ja, zato, ker je cele dneve delala, pa nikoli ni bilo. Na vodilnih položajih, na visokošolskih inštitucijah so 74% moški so, pa samo 36% te inštitucije vodijo pa ženske, direktorce, kaj so dekanje. Ja, zdaj to je pa kakšna krivica. To ni krivica, to je naravna zakonitost, ki jo diktira anatomija genitalij, odipokompleks, kastracija, psihološke zakonitosti, ki se infantilno iz primarne družine ugravirajo v bios otroka, dečka in deklice na radikalno drugačen način. Zato ne more biti enakosti spolov, pa teorije gender. Vodilni položaji, ko je že tale? Na vodilnih znanstvene svetnice sam 33% jih je. 14 jih je, ne vem, vodi teh inštitucij raznih, ne vem zdaj, ali sem fakulteta še inštitutov teh raznih znanstvenih inštitutov. 14 jih je, pa samo 2 ženski. Pa samo 4 namestnice teh vodilnih petelinov in kar 18 namestnikov, moških. Kaj hujga? 18 vse 4, pa 14 unih direktorjev, pa samo 2 direktorici. Pa peljite gledati srečo teh direktoric. Ne, se bojo režale. Doma pa ne zaspi, pa se joka cele dneve. Ker je nič ne laufa, ker ima dec ljubico, ker z otrokom se narobe. In sreče te karieristke nimajo. In pa pride Igor Papič, rektor univerze, in pa govori 46% je samo asistent. Ampak to je še v redu, samo 4% imajo, torej do 50%, moških asistentov je 54%. Joj, docentki pa že 43 samo procentov, samo on uporabi ta izraz, samo 43. Je pa zato, ker tuhta, kako bo družino pa otroka dobila, če je normalna. Ne bo šla cele dneve se ukvarjati z znanostjo. Izrednih profesoric, veste, koliko jih je? 41%. Kaj hujga, kar jih je tako malo? 41% nesrečnic. Pa 59% unih petelinov, k tem se zaganjajo, ko svinje obučajo tiste študentke. Rednih profesoric pa samo 31%. Ja, veš, da če jih ne osrečuje, babe to. Babe osrečuje, normalne, če so. Čist nekaj drugega, ker so vrednote diktirane z oedipalno sceno. Ona išče tistega spasitelja, rešitelja, gospodarja, ki bo pošlihtal live. Ko bo viharil, rekel, tele se imaš, pa se me prim. Zato, ker je anatomija genitalij in oedipokompleks taka, pa fenomen kastracije, da je to naravna zakonitost v vrsti Homo sapiens. Pa otroke bi rade. Dobi otroka, se odpre nov svet, novo vesolje. Kakva karijera. Pa govorijo, da ti procenti niso v korist ženskam, oziroma da so v korist moškim in procent škodi ženskam. V škodo žensk je manj žensk na visokih položajih. Kaj pa, če je to v korist njim? Samo 31% žensk je na vodilnih položajih in teh 31% trpi v svojem življenju. Vse denarja imajo veliko.
je več kot njen mož. In se pa to zgodi, gotova zgodba v primarni družini, torej v tej družini. Gotova zgodba, ker je mož simbolno kastriran, razdražljiv, sex life doma ne laufa, tudi če se ga ženska želi. Ker moškemu ta potentnost usahne, če je simbolno kastriran, če ima ženska več denarja kot on. Kaj je zdaj korist in kaj je škoda? Je ne zdaj moške pa ženske načiti tako, da boste z moškimi vatli merili žensko uspešnost. Veste, koliko so srečne ženske s 5 otroci, pa ko se lahko ukvarja, tem bi mogli z nekim USB ključem noter zmeriti srečo, koliko jo imajo, pa tistim direktorcam uspešnem. Pa bi videli, da tiste mamice so 10-krat bolj uspešne, če imajo ob sebi sicer alfa samca, pa srečne otroke. Ampak za srečo otrok te mamice poskrbijo. Te karieristke imajo pa nesrečne otroke, nesrečne može in same so nesrečne. Ne, to drugo mnenje se pa ne bo slišalo kot opozicija tem enoumju. In pol tam Papič govori, da ima tajnika, da ima. Ja, čakaj, zakaj pa nimaš tajnice? Ja, to je Nobel izraz, če se reče, tajnik fakultete mora biti tajnik, ne sme biti tajnica, ker tajnica je tista, ne, ona, lepa kavica, to je tajnica, ne. Ženske tajnik fakultete, da je. Bolj imenitno se to sliši, ne. Profesorska struktura, ne, na tej Ljubljanski univerzi, kjer je rektor Igor Papič, je pa taka, da imajo zaskrbljujoča je, ne, tehnične vede, imajo v svoji profesorski strukturi samo niti ne 20% žensk, samo 19% žensk je. Kaj hujga? Recimo biotehnična fakulteta ima pa 40% žensk, družboslovje 53, je pa dober rezultat, ne, humanistika 40, slab rezultat, ne, 40% žensk, medicina to je pa v redu, ima pa 50-50, ne, pa je pa tam še neka matematika, že pozabil, kaj je tam, ne. Spet so ženske v tehničnih vedah, ne, zapostavljene. Je človek božji, a ti ne veš, da obstaja simbolna struktura človekove duševnosti, kjer obstaja izraz faličnost, ne. Tehnične vede so falične. Kar pomeni, da je, rekel, aparat, ne, neka tehnična zadeva ima falično simbolno strukturo in moškega ta lasten organ zanima, ne, ta se gor po koncu postavlja, ali se pa niti ne, in njega zanima, zakaj se, pa zakaj se ne, ko bi rekel, da se mu po koncu postavil, se mu ne, zakaj se ne. In ta penis ima kot falus simbolno zastopstvo v tehniki, zato je moški rad tehničar, ženska pa ne. Ona bi pa tam nekje negovala, pa pomagala, da se neki po koncu postav, ne, moškemu. Bila tajnica ona, ki da direktorja, mu vse živo naredi, da se on po koncu postav pa erektiran, ne. Tajnica pa to pomaga. Pa sočutna je ženska in rada pomaga pacientom, da se spet po koncu postav, postane potentni, ne. Ni pa sama rada fizičarka. Razen, če si Angela Merkel, ona pa je fizičarka. Fizičarka. In diplomanti na tehničnih fakultetah je pa samo 20% žensk, pa 80% moških. Kaj hujga? Ja, duševnost tako deluje. Je pa še to, ne, 20% žensk, slovenskih študentk, polovica teh je iz Makedonije. Meni se čudno zdi, zakaj iz Makedonije, ampak tako je dejstvo, ne. Ne samo 20%, da je študentk na teh tehničnih fakultetah, vedah. Še med temi 20 je 50% Makedonk. Ne vem, kakšno čudno kulturo ima sicer tam dol, ne. Ampak če vam pove, da falična simbolna struktura, to pomeni, da anatomija genitali zaznamuje simbolne procese, človekovo duševnost. Zato je moški tisti, ki bo gradil visoke nebotičnike. Če bo šla pa ženska na arhitekturo, bo pa dekorirala stvari. Pa jo bo zanimala notranja dekoracija, ker ima notranje organe, maternico, pa tam noter v vagini se nekaj dogaja, zato jo notranjo zanima.
Kastracijski kompleks pomeni, da se deklica zanima za lepoto svojega telesa. V smislu, nimam lulčka, sem pa toliko lepša. Zato bi ženske dekorirale. In ker se samo smili, ker jim manjka en organ, je rada v poklicih, kjer je sočutje ključno. Moški ima drugo simbolno strukturo. Ženska z užitkom kuha, moški pa sam, če se petelini in če pride do zavidanja sposobnosti ženskam, sposobnost rojevanja, pa sposobnost nahranjenja. In če to se pri moškemu zgodi, je lahko dober kuhar. Ramsay, Jamie Oliver. Pamet sama je falična. Moški napadamo žensko željo z denarjem, s funkcijo, pa s pametjo. Ženske so lahko, če sama pri sebi ceni pamet, pa jo nima, misli, da jo nima, ker nima samozavesti. Pri moškim je doživlja neverjetno euforijo, če je moški pametni. Ker s pametjo se da rind, pamet je falična, penetrirajoča. Pamet, znanje je kurčenje. In pol ta Tamara Lah Turnšek, se ona, veste, zakaj se pa ona zauzeva? Mi apelira, ona je neka predsednica, tudi nekaj dolgoletna, tam ne vem kaj že, spozna se na Kidričeve nagrade, pa zdaj so Zoisove nagrade, Kidrič je bil partizan, ki so narcistične grehe imel, sprevrženost, zdaj imamo Zoisove pa Puhove nagrade. Njo je že, da je v moških, torej v komisijah, ki podeljujejo nagrade, več moških. Ja, če je več profesorjev zasluži, ki se spoznajo na tist, kar bojo ocenjevali. Če jih je več kot profesorjev, več znanja in so v komisijah bolj prisotni. Kaj hujga, ta Tamara Turnšek Lah, so tam je metala tam na okrogli mizi. Ženske ne dobivajo prestižnih nagrad. Ja, zato, ker se moški kurčijo, mladi moški se kurčijo s svojim znanjem, ker rine, ker so rinjajoče njegove genitalije. In ko dobi, ko spozna, ko je car, dobi privilegij ženski želji. Ženska dobi prestižno nagrado in on ne pogleda, razen če je lepa. Ker je lepa mamica za nas, moške, ne? Smo obsedeni žensko lepoto. To je ta razlika. Priznanja nižje vrednosti dobijo pa veliko žensk. One najvišje vrednosti pa dobijo pa moški. In to je z najbolj eminentnih inštitucij, ki so res megalomanske, tam so samo moški predlogi, ženske pa zelo malo. In zdaj bi Tamara Lah Turnšek apelira na vse te inštitucije, naj predlagajo več žensk. Spolne kvote v prijemanju nagrad, baba zagovarja. Ne kaj da kdo od sebe, ampak to, da bo enako število žensk pa moških pri nagradah. Jaz sem bil kot študent deležen neke krivice, jaz sem svojo diplomo. Kljub temu, da je bila na DIF-u, tako mojstersko, 2 let sem jo delal, pa 200 strani, koliko je imela. Tako mojstersko sem jo spelal, se matral. Ko sem dal od sebe, mi je mentor rekel, da je čez 10, to je pozneje priznal, čez 10 let je on stukal, ko sem jaz hotel povedati. Vse sem dobil 10. Ampak moji dve, neki prijateljici sošolki, so dobili pa Prešernovo nagrado, študentsko. Jaz sem šel pa prebrati, kaj so one dve pisale, pa to je bilo v rangu, veste kakšnem rangu, nekega boljšega seminarja v srednji šoli. To je neko kajenje so se šle. So mirile nekako kdo kadi. Mislim, mene je bilo groza. Pa pozabim, grem pa neko mednarodno konferenco. Seveda, kvantne psihoanalize, kdo bo štekel, ampak dal sem tisto, kar sem mislil, mogoče bo pa kdo kaj razumel. Niso, Pa je pa nagrado dobila pa ena študentka, mislim, se je mogla to nagrado verjetno pol tudi oddelati v tisti komisiji, ki je dala, Neka moja kolegica dobila, jaz sem izgubil vso upanje, da je tudi v znanosti pomembno, koliko je kdo znanstven, ampak šteje, ne vem, čisto druge stvari. Komu si ti lojalen, kdo te naprej rine, ne pa kdo kaj ve. Ja, moram še malo govoriti, kljub temu, da že dolgo tole govorim.
Ženske, ki prijavljajo projekte, veste, to je zanimivo. Ponavadi te projekte tudi dobijo. Ja, seveda, ker oddelajo to, da je dobila projekt, pa to denarja. Moški so pa, se so lahko, da so lenuhi, ne. Ampak več odobrenih projektov je žensk. To statistika kaže. Zdaj, ali so bolj pridne, ali morajo to oddelati, ne, kako drugače kot s telesom, oziroma svojo seksualno radodarnostjo, ne, o tem nihče ne govori. Tako pa gledajo po letih, ne, da moški so profesori do pozne starosti, ženske pa gre takoj v penzijo. Je pametno ratajo, ne, pa se ukvarjajo z vnuki, ker je to za njih vrednota, ker so srečni, ker so z vnuki. Moški pa upajo, da se bojo sex life podaljšali, če bo do 80. leta profesor na AGRFT-ju ali pa na arhitekturi, ne. So poredni fantje tam, ne, profesori do pozne starosti. Ne, pa študentke jamrajo, ali pa pride z dekoltejem pa naredi. Se mu cedijo, sam da jo vid, ne, 80 let star profesor. Do pozne starosti so profesori. Jih pa pamet sreča, pa ko mi je zdaj to kariero, če sem jaz srečna doma, ki tam lahko se ukvarjam s hišo, pa z domom, pa pucam. Puca zato, ker jo zaznamuje tudi menstruacija, ne zato, ker ne zna kaj drugega. Moški in ženske smo enako pametni. Enako pametni. Za moški s pametjo rinemo, ker imamo rinjajoče genitalije in to je ključno. Ženska pa je lahko pametna ko Marija Curie. Sam si seksualno kariero zapečati. Pa, ker jih simbolno kastrira moške, se ne prebije do moškega poželjenja, ker jih kastrira, ne, če je preveč pametna, pa če ima neke funkcije. In nezavedno ženske to vejo, zato jih ni na vodilnih položajih, ker so nezavedno bolj pametne, ker imajo normalno odipalno podstat iz primarne družine. In te, ko to razpravljajo, pojma nimajo o tem. Kaj ne še povem? Ja, tale pa je pa Mark Pleško, ja, on je pa fizik, pa inženir, pa celo življenje ga je zanimalo, zakaj ta enakost ne funkcionira v praksi. Številke oziroma razmerja se pa izboljšujejo, je rekel. Zaradi feminizma bo šlo vse v maloro, zato ker ne znamo reči bobo, pa reči. Ženska je rojena za simbolne poklice, ki so determinirane, sočutjem pa z anatomijo njenih genitalij pa s kastracijskim kompleksom. In jih vleče v druge poklice. Pa te drugi poklici so tudi mogoče pa res manj plačani. Ok, razen v državnih službah. Sam, veste, če ima ženska veliko denarja, to je spolsko. Če ima moški veliko denarja, se ženske nasmejijo, doma je vsa srečna, ki ti moraš zajakulirati par tavžnih evrov doma. Žena je vsa srečna in ti si srečen, ker lahko daš. Ker je tvoj psihični imperativ zajakulirati v družino denar, ker imaš ejakulirajoče genitalije. Denar moraš dati na mizo. Zato mora imeti moški denar, da ga lahko daje. Ker je imperativ njegov skozi anatomijo genitalij dajajoč, aktiven, penetrirajoč. In kje bo zdaj tale fizik, kaj je vedel, ne? Še zdaj mi ni jasno, zakaj te razlike. Ja, fizik si. Pa pet kako knjigo brati, pismo. O spolu si preber. Simbolni procesi, ki diktira anatomija genitalij, so drugačni. Freuda je treba razumeti. Treba razumeti, kako deluje človekov duševni aparat, kaj je to faličnost, kaj je dajajočost in kaj je vaginalnost, sprejemajočost, pasivnost, kot bi rekel Freud. Scanje proti vetru je nemogoče, če je človekova duševnost determinirana z anatomijo genitalij. Ne moramo mi vodo našuhtati, da bo na hrib tekla, če je zakonitost gravitacije, da teče navzdol. Mi ne moramo mimo psiholoških zakonitosti ljudi spreminjati družbo, pa enačiti spola. Ne da se to. Pa z te fraze, morali bi, treba je, pa to morali bi. Fajn bi bilo, da bi Sava na kum tekla. Ja, ne bo, navzdol teče. In pol, ta Romana Jordan, ne,
Ja, kvote, ja, sej fajn, da so, ne, kljub temu, da sem jaz ugotovila, da fajn, da so kvote, pa se mi ni zdaj prav, da sem jaz prišla v Evropski parlament, ker sem ženska, ne, zaradi kvot. Priti mora sposoben človek, nagrada mora dobiti sposoben znanstvenik, raziskovalec, ne pa nagrado mora dobiti ženska samo zato, ker je ženska, da bojo uravnotežene nagrade. In pa treba je narediti nek načrt, mi rabimo načrt, ne? Aktivno se moramo boriti, ta Jordanca tako govori, osveščati ljudi, polagati moramo pozornost. In pol pravi, ne, da je obstaja na ravni Evropske unije, ne? Sej vem, da je tam veliko feminizma, ker sem študiral tudi evropsko zakonodajo, vse tiste poročilo Urlike Lunaček, pa gender teorija, ne? Program, strateško-ideološki program je Obzorje Evrope se imenuje. Evropska komisija je strateški program sprejela, kako bi mi zdaj iz ženske naredili moškinjo. Se pravi, z ideologijo proti naravnim zakonitostim. In potem se ukine pluralizem v teoriji in znanosti, ne sam v politiki ali pa nek teh političnih ideoloških kontekstih. Pluralizem se ukinja na eni okrogli mizi. Tam se samo enoumje fura. Znanstveni diskurs je cenzuriran. In to dela STA. STA, ona ima probleme s financiranjem. Pa se pa čudi, zakaj. Pa pride na koncu Milica Antić-Gaber svojo enakostjo spola in pa bere bere klasične nebuloze. Politično-akademski prostor je čisto enak, premalo žensk. Obsedena s tem premalo žensk. Pravila pišejo moški, ne pravila diktira anatomija genitalij, kastracijski kompleks, odipokompleks. Falična faza diktira naravna pravila v družbi, v političnem in akademskem prostoru. Inštitucije imajo moška pravila, ženske niso dovolj prodorne, pravijo moški. Ne? To laiki pravijo. Jaz vam povem, zakaj žensk ni, ker si tega ne želijo, ker njihovo nezavedno ima drugo logiko. In ta logika je kontaminirana, zasičena z užitkom. Ženske so z užitkom lepe. Moški, mi zdaj tukaj, sem jaz lep. Hočem pa biti prodorn, pa zmagati, pa rinem, ker imam rinjajoče genitalije in to je zaznamuje človekovo duševnost. To so psihoanalitične naravne zakonitosti. To niso umetni zakoni, to so zakonitosti. Zakoni so umetni in jih piše človek, zakonitost je pa nekaj, kar je diktirano po naravi. Ne. In zdaj to zavidanje penisa, ki je tako zelo glasno, to je ključno, da so te feministke obsedene z enakostjo spolov in zgledovanjem po moških. In same sebe motrijo z moškimi vatli. Evo, amen. Tole sem zdaj tako malo bolj euforično povedal, tudi zato, ker sem fasil blog na Facebooku za en dan. Sploh ne vem zakaj. Prosti.